Slovenija je z vstopom v OECD prišla v organizacijo, v klub najbogatejših držav. Toda od tega kluba naj bi imeli koristi tudi delavke in delavci. Seveda se, moram reči, temu cilju oddaljujemo. V bistvu bi se morali truditi skupaj, da bi tudi slovenske delavke in delavci vstopili v klub najbogatejših delavk in delavcev v Evropski uniji. Bojim pa se, da s pomočjo OECD-a bo ta pot zagotovo daljša. Treba je vedeti, da članarina, ki jo plačujemo v Sloveniji v letu 2010, v ta klub je znašala 2 milijona 400 tisoč evrov. Torej za 2 milijona 400 tisoč evrov dobimo ta navodila, predloge, o katerem danes seveda tukaj govorimo. Seveda je treba biti realen. OECD je nosilec vrednot, ki so pahnile svet v krizo. To so te neoliberalni vzorci razvoja. Če je kdo potreben strukturnih sprememb, so to OECD, Svetovna banka in Mednarodni sklad. To so inštitucije, ki zelo agresivno pritiskajo na politike, ki vodijo države, da pač spreme ukrepe po njihovi meri. Praktično noben od teh predlogov, ki smo jih slišali, ni direktno v korist delavcev. So pa zagotovo v korist kapitala, ki ga te inštitucije nekritično odkrito tudi zagovarjajo. Tisto, kar Slovenija potrebuje, so potrebne predlogi, sugestije, ne pakt konkurenčnosti a la Sarkozy Merkel, pač pa pakt o novih delovnih mestih, pakt, kako zaposliti brezposelne, pakt, kako mladim, ki končajo šolanje, ponuditi kvalitetna in varna delovna mesta. To so pravi izzivi tega trenutka. Pravzaprav, seveda, se govori o konkurenčnosti in prav je, da se govori, tudi hkrati je potrebno krepiti, ohranjati evropski socialni model. Ali drugače rečeno, tudi z pomočjo evropskega socialnega modela krepiti konkurenčnost. To se ne izključuje, ampak gospodi, ki ponujajo te recepte, seveda vidijo samo eno. Moram seveda reči, da ponovno, kot je kolegica Andreja rekla, zahtevajo pritisk na trg dela v smeri povečane fleksibilnosti. Ampak slovenski trg je fleksibilen trg. Slovenski trg je še preveč fleksibilen. Se je življenje delavk in delavcev kruto, dnevno vidimo, kaj se dogaja. Mečejo na cesto, ni varovalke, ki bi jih ščitila. Torej, tisto, kar potrebuje Slovenija, slovenski delavec ali pa delavka, ni večja fleksibilnost, ampak večja varnost. Tukaj je temeljni konflikt med nami in temi gospodi. Tudi okoli minimalne plače. Minimalna plača ni grožnja konkurenčnosti v gospodarstvu. Ne more biti grožnja. Ta minimalna plača v Sloveniji, prišlo je res do dviga, ampak to je normalna reakcija na revščino zaposlenih, da se vendarle s pomočjo minimalne plače ščiti zaposlene. In to bomo branili. Ne bomo dopustili, da bi se minimalna plača zniževala, kot tudi ne pokojnine, kar predlagajo gospodje. In smo seveda proti uvedbi šolnin. Mislim, kam smo prišli, da gospodje tako odkrito ponujajo ta model v Sloveniji, mislim. Tako da ne vedo, v kakšnih razmerah živimo in kaj v Sloveniji pričakujemo in želimo od tega življenja. Tako da pač, kar se tiče svobodnih sindikatov, te stvari zavračamo, to niso pravi odgovori na izzive te družbe, tega časa in hvala lepa gospodom za
za to ponudbo. Mi v Svobodnih sindikatih to ponudbo zavračamo. Še zlasti, ker je račun te ponudbe izjemno velik. Cena je, kot rečeno, 2.400.000 evrov. Ko smo, še ta misel, mislim, da je prav, da izrečem, ko je bila dilema, ali vstopati v OECD, so nas pospremili te skeptike, potrebno je, ker se nam bo s tem bonitetna raven povečala, bomo lažje dobili posojila, kredite, cenejše. Zdaj, ko smo v OECD, iz OECD prihajajo priporočila, sprejmite to, ker se bo potem bonitetna vrednost v bonitetnih hišah dvignila. Vidite, v kakšnih spirali se nahajamo pri teh gospodih. Skratka, tem predlogom v večini primerov, ne v vsem, kolega Vlad je rekel, kje ne, pač v Svobodnih sindikatih nasprotujemo. Toliko z naše strani. Je kakšno vprašanje? Lahko zaključimo? Hvala lepa.